Tine, ti si eden najuglednejših slovenskih urednikov, dobitnik prestižne Šventnerjeve nagrade za založnike in urednike, uredil ali prevedel in lektoriral si mnogo zgodovinskih knjig. Veliko časa preživljaš na Bledu in poznaš lokalno zgodovino. Prevzel si urejanje Gorjanske kronike. Se ti zdi taka oblika raziskovanja lokalne zgodovine v kombinaciji s Facebookom in drugimi socialnimi omrežji, ki smo jo izbrali, dobra pot, da predstavimo zgodovino Gore in okolice in pritegnemo ljudi k sodelovanju? Ja, vse, odkar se ukvarjam s knjigami, spremljam tako dela uglednih, svetovno znanih zgodovinarjev in drugih strokovnjakov, ki so se lotili posameznih tem, ponavadi zelo širokih, sinteznih, ki so pokrivala cela obdobja ali morda celo zgodovino od prazgodovine do današnjih dni. Obenem pa so me zanimale tudi knjige, ki so nastajale v lokalnih okoljih in ki so bile delo pogosto celo amaterjev, ljubiteljev lastnih krajev, ki so želeli za svoje potomce ohraniti spomin, ki bi sicer utonil v pozabo. Tako da so me zanimale knjige o posamezni regiji, o posameznem kraju, kot tudi knjige, ne vem, o svetovnih vladarjih, o različnih svetovnih dogodkih, kakršni sta bili Prva in Druga svetovna vojna in tako naprej. Z velikim veseljem pa nekako v zadnjih, bi že kar lahko rekel, 20-30 letih opažam, da so pri teh lokalnih zgodovinah, pri kronikah posameznih krajev, vse pogosteje vključeni v projekte tudi profesionalni zgodovinarji, ki dajejo tem knjigam večjo verodostojnost in jih hkrati umeščajo v slovenski kulturni prostor. Tako da vse, kar sem bral v zadnjih letih, takih naslovov, bi lahko rekel, da so bili prav vsi naslovi zanimivi, da sem v njih izvedel veliko, še posebej, ker take knjige, no zdaj bom dal za primer, ko je bil ravno omenjen Bled, o Bledu je išla seveda zelo bogata monografija in vidiš, da v njej sodelujejo različni avtorji, ki osvetljujejo blejski prostor z različnih zornih kotov. Tudi tale naša Gorjanska kronika se mi zdi, da je zastavljena zelo, zelo spodbudno, kajti skušala bo osvetliti ta prostor pod Pokljuko, med Pokljuko in Mežaklo in Bledom z zelo različnih zornih kotov. Bralec, jaz mislim, da ga bo na konec spoznal ta prostor skozi, bi rekel, od kamene dobe naprej ali pa še širše, od nastanka Zemlje, tako rekoč, vkolikor bodo vključeni geografi in ljudje, ki se ukvarjajo recimo z kamninami, ki pa vemo, da so stare toliko, kot je star naš planet. In ta pokljuški kot ima veliko za ponuditi, veliko zanimivih stvari. Tako da z veseljem v bistvu pričakujem prve prispevke na to temo, ki se bodo zbirali. Ob tem pa je zame poseben izziv ravno odločitev uredniškega odbora, da bo kronika zasnovana interdisciplinarno, se pravi, k projektu bodo povabljeni različni strokovnjaki, tudi univerzitetni profesori, ne samo recimo učitelji in drugi intelektualci, ki delujejo v prostoru, tudi iz območja cerkvenega življenja, seveda župnik in tako naprej. Mislim, da
je to tista avtentična zgodovina. Ta zgodovina teh majhnih celic, krajev. Jaz bi to primerjal na jezikoslovnem področju z dialektologijo na nek način, ker se mi zdi, da so narečja v bistvu najbolj avtentičen izraz nekega naroda. Šele na podlagi spoznavanja narečnih skupin in posameznih narečij in govorov krajevnih se človeku začne odpirati nekako okno v prostor naše preteklosti, ko vidiš, kako se je oblikoval jezik, zakaj se je oblikoval tako, kot se je. In kot vemo, imamo Slovenci tako kot skoraj 50 narečij na tem majhnem prostoru, ki ga bi lahko prekolesaril v 2 dneh, sever, jug, vzhod, zahod. Medtem ko so recimo ogromna področja, kakršne so recimo področja Ruske federacije, imajo v bistvu samo nekaj narečij. Tukaj pa spoznaš vse to bogastvo, ki ga slovenski narod hrani v narečjih. Mogoče bi še omenil to, tako ko sem razmišljal o tej naši kronologiji, kako kot otrok prvič vstopaš v svet zgodovine posameznih krajev. V bistvu je otrokov prvi stik s to zgodovino skozi pripovedke, skozi ljudske pripovedke. V bistvu so to tiste pripovedke, ki govorijo o nastanku posameznih stvari, posameznih naravnih znamenitosti, ta nastanek so si ljudje, naši predniki, tam nekje od bi rekel, kasneje od 6. recimo od konca, od začetka 2. tisočletja, predstavljali na svoj način. In ko beremo ljudske pripovedke, spoznavamo na nek način zgodovino našega kulturnega prostora z enega zornega kota. Kasneje, kot rečeno, z spoznavanjem svojega jezika, ki odraža to, in če počasi gledaš, kako so se naši dialekti začeli med seboj deliti, spoznavaš tudi vzroke, zakaj so se delili. In ti vzroki so skoraj vsi po vrsti kulturno-zgodovinski. Nekaj veliko jih je pa v Sloveniji tudi naravno-geografskih. To se pravi, ko ti greš čez neko majhen potok, praktično, ki bi ga lahko preskočil, kot recimo potok Belca, tamle, če gremo na Gorenjskem, se začudenje vprašati, zakaj na tej strani potoka gorenjski so govori, na drugi strani pa koroški govori. In če se pogovarja z zgodovinarjem, strokovnjakom, ti bo povedal, ja, ta potok je bil meja prafare. In čeprav je tako majčken, so ljudje na drugi strani hodili v drugo prafaro, kot na tej strani. In če je to trajalo 100, 200, 300, 400 in toliko let, so se izoblikovali tudi specifični govori. No, se to je eden od problemov, s katerim se bomo srečevali skozi pisanje te kronike, ker Gorje so pravzaprav občina v taki obliki, kot je danes, so mlade, je mlada občina. Jaz bi pravzaprav izšel iz tega, da je to vedno del nekega širšega okolja, tudi v tem našem primeru srednjeveške zgodovine. No, ampak o tem bomo še imeli priliko mnogo govoriti. Naj se vrnem k tebi in tvojemu delu. V Slovenijo si s prevodi in na druge načine pripeljal velike avtorje svetovne zgodovine. Kako gre torej v ta široki kontekst, ta lokalna zgodovina? Nekaj si že povedal, ampak vendarle, vemo, da posredno ali neposredno vse, kar prihaja od zunaj, vpliva na naša življenja. V teh krajih, s katerimi se zdaj ukvarjamo, smo videli neposredne posledice velikih dogodkov, slovanske naselitve, teh prafar, ki jih omenjaš, pokristjanjevanja, reformacije in protireformacije, pohode različnih vojsk, od francoskih
do nacističnih nemških. Gorjanci so služili v različnih vojskah različnim gospodarjem. Imamo primere, ko so se generacije rojevale v eni državi, odraščale v drugi, umirale v tretji. Kot rečeno, še občina je za časa samo mojega življenja se je spremenila kar 4-krat. Iz občine Gorje, kjer sem se rodil, sem postal potem občan Blejske občine, pa Radovljiške, nato spet Blejske in danes, kot vemo, je znova samostojna občina. Kako torej ta refleksija neke svetovne zgodovine nekako se odseva v teh malih krajih na mikronivoju? Ja, mi, kot vemo, živimo na čemur pravijo mnogi ljudje, na nekem prepišnem prostoru, na nekem stiku romanskih narodov, germanskih narodov, slovanskih narodov, celo imamo Madžare še na vzhodni strani kot Slovenci. Skratka, dejansko malo narodov je na tako prepišnem prostoru živi, ali pa je sploh uspelo preživeti. Tako da mene ob tem, da sem vesel, kot si rekel, ogromno knjig pripeljal iz območja drugih držav, katerih avtorji niso Slovenci, in ki prikazujejo seveda te zgodovinske trende globalno, so me vse skozi v bistvu najbolj pritegovale teme povezane z nami, prav Slovenci. Danes govorimo o tej globalizaciji, o tem, kako zdaj prihajajo tujci, če bi tako rekel, ne Slovenci, v naš prostor od vse povsod in lahko praktično v vsaki slovenski vasi srečaš že koga, ki je prišel popolnoma iz drugega kulturnega okolja, ampak pozabljamo v bistvu, da smo bili v takem okolju vse skozi. S tem, da morda ni bilo to okolje tako, da bi se pri Slovenci po naših vaseh in krajih sprehajali, ne vem, Kitajci ali se naseljevali Kitajci ali prebivalci Južne Amerike in tako naprej, res oddaljenih koncev sveta. Ampak vsekakor so pa naše kraje naseljevali Nemci, Italijani, Čehi, recimo, če samo nekatere od teh omenjam, naseljevali so jih kasneje južni Slovani, od Srbov do Hrvatov in recimo iz Bosne muslimanov, ki so sabo prinašali tudi drugo vero, da ne rečemo o vsej naši srednjeveški zgodovini, ki je bila povezana s turškimi vpadi in tako naprej. Ta naš prostor je stalno vrvel nekako potem, recimo Bled, ki je bil nekaj časa tudi skupaj z občino Gorje, današnjo ena občina in tako naprej, vemo, je bil praktično skoraj bolj švicarski in nemško-avstrijski kot slovenski in prihajali so tudi Angleži in Škoti, recimo hišo, ki jo je moj dedek kupil na Bledu, je zaradi strahu pred Prvo svetovno vojno prodala Škotinja, ki je živela v Aleksandriji v Egiptu, in je prišla na Bled. Skratka, situacija je bila že pred Prvo svetovno, oziroma med Prvo svetovno vojno in pred Prvo svetovno vojno že zelo globalistična. Gozdovi na Pokljuki, vemo, kako so prehajali od enih lastnikov do drugih lastnikov, tukaj je bilo od Salzburga in skratka, lastniki so bili vse prej kot revni slovenski kmetje. In ta naša zgodovina mi je bila zato poseben izziv in še posebej potem delo z slovenskimi avtorji, ki se mi zdi, da je veliko pomembnejše kot delo, ko prineseš iz tujine nekega sicer uglednega zgodovinarja, pa ga prevedeš in ga vzamemo v roke. Ja, to je res, ampak ta zadnji val globalizacije v resnici zelo spreminja stvari.
Če pogledamo življenje naših staršev, res je. Prihajali so tujci v naše okolje, ampak ta radij gibanja nas samih, naših prednikov, je bil pa relativno majhen. To se je povečalo torej šele po drugi svetovni vojni, prej že poroka z dekletom iz sosednje vasi je bila recimo en tak velik kulturni šok, in tako naprej. Danes se, kot si rekel, po gorjeh, seveda, ker gore so zaledje Bleda, tako kot vse okoliške vasi, sprehajajo ljudje z vseh koncev sveta, poznajo stezice, ki jih še mi v mladosti nismo poznali, ker pač jim pomagajo sateliti. Ljudje preurejajo hiše v turistične namene. Danes imamo situacijo, ko se v takih vaseh, kot so gorje, ljudje ukvarjajo s problemi parkingov, kot da bi živeli v velemestu in tako naprej. In marsikje nastaja občutek, da pravzaprav ta globalizacija jemlje avtentičnost tem vasem, tem okoljem, da ta globalizacija sedaj, tam kjer ni samo internetna, da pravzaprav močno vpliva na življenje ljudi. In verjetno si lahko predstavljamo, da bo ta podoba, ki jo bomo mi skušali ustvariti v teh preteklih tisočletjih ali stoletjih, da bo precej drugačno od tistega, kar se pravzaprav danes dogaja v teh krajih. Ja, to drži. Vse, kar je veljalo nekoč za ta pretok ljudi, danes bi rekli v Evropski uniji, ljudi in dobrin in vsega, je bilo takrat omejeno seveda v tej naši današnji občini Gorje, seveda na ljudi iz avstro-ogrskega okolja. In še to seveda se niso pretakali od vasi do vasi in tako naprej, kar tako vsi, kot se lahko danes, ko praktično je vsakemu človeku to omogočeno, je bilo to omejeno vendarle na en ožji sloj ljudi, ki si je to lahko vezano na državni okvir. Vezano na državni okvir. In te, recimo, takratni, bodi si še ljudje, ki so imeli še nekako v svojih koreninah še plemiško ozadje, ali pa ljudje, ki so bili seveda predstavniki nove buržoazije in so tam ustvarili nek kapital. Te ljudje so v bistvu potovali tudi širše. Ravno pred časom, lansko leto, sem uredil eno monografijo, bolj slikovno, kjer skozi razglednice pripoveduje ta monografija o družini, meščanski družini iz Ljubljane. Tam sem začutil, kako so seveda sloji z območja kulturnih krogov, intelektualnih krogov, univerze in tako naprej, potovali seveda tudi dosti širše. Od Kitajske do Pariza, in to so bili lahko ljudje, ki so potovali. To je danes v bistvu omogočeno skoraj vsakemu, medtem ko takrat je bil to prej kot ne izjema. Prav zato je ta koncept kronike, gorjanske kronike, bo, jaz mislim, toliko bolj izzivalen in zanimiv, ker je uredniški odbor vpeljal tudi uporabo internetnih možnosti. To se pravi, da bo preko portalov na medmrežju odprta pot sodelovanja tudi marsikomu, ki bi bil sicer popolnoma odrinjen ali pozabljen. Zdaj se odpira možnost, da bodo ljudje povedali svoje zgodbe, svoja razmišljanja o aktualnih problemih, ki se tičejo občine, in tudi morda bodo podelili z nami
kakšno zgodbo, kakšen cvirek, utrinek iz preteklosti, ki bi sicer v knjigi umanjkal, ki bi ga preprosto izpustili. Ta kombinacija, bi rekel, strokovnjakov, zgodovinarjev, potem pomembnih intelektualcev, ki živijo v gorjah in ki dihajo z njimi, ki imajo tudi svoje vedenje o tem kraju oziroma o vseh teh zaselkih, ki jih je več kot 10, a ne? Sedaj za Trnikom 13. Za Trnikom 13, a ne? Zdaj pa, če bo to preko spletnih forumov in dostopa možno tudi sodelovanje zainteresiranih drugih ljudi, ki imajo kaj pametnega povedati in kar bi se lahko vključilo v samo pripoved o občini Gorje, kakršna je danes, bo to neka dodana vrednost, ki je v bistvu pred tem internetom ne bi mogli doseči, ne glede na to, da se vedno delajo intervjuji, da se ljudi sprašuje, seveda, bo zdaj to, jaz mislim, dosti širše. No, seveda, veliko je zelo znanih Gorjancev, ki so bili tudi na Dunajskem dvoru in še kje drugje, tudi svetovnih popotnikov in tako naprej, ampak tukaj se nekako odpira možnost tudi, da pokažemo tisto, čemu so včasih rekli mali ljudje, te drobne osebne zgodbe lokalnega okolja. No, upajmo, da nam bo uspelo. Jaz mislim, da bo to ena velika prednost, če nam bo uspelo prikazati tudi življenje malih ljudi. Jaz vem, kako sem pred leti, to je že kar veliko let, tam blizu 10 let nazaj, enkrat dobil pod roke eno knjigo, ki je govorila o Palestini v času Jezusa, ne? In o tem, kako so ljudje takrat živeli. Nič drugega ni zanimalo knjigo in avtorjev kot življenje ljudi. In tam v tej knjigi sem spoznal, kako so se šolali, kakšne igre so imeli, katere novce so takrat lahko uporabljali na tem območju, iz vseh teh krajev, kako je potekala trgovina. Takrat sem spoznal, da so imeli take probleme skoraj kot mi, da so recimo imeli kontejnerski promet že takrat. Nisem se nikoli prej pri zgodovini tega učil, ko pa so pokazali, kako so z, ne vem, amforami najprej vozili iz Sicilije ali pa v obratni smeri vino na ta konec, potem, ko so bile malo bolj iztrošene, so v njih natakali olivno olje. In potem, ko je še to postalo bolj slabo zaradi kakovosti, so začeli rudo prevažati v teh amforah, rudo sem in rudo tja, kakorkoli je bilo, da so predelovali kovine, in na koncu, ko niso več vedeli, kaj bi z njimi naredili, so jih enostavno razbili. To se pravi, so imeli problem onesnaževanja že takrat, samo da na srečo je bilo iz naravnih materialov. Ampak zdaj, da je tam dol, nekje v bližini Jeruzalema, cel hrib, ki je v bistvu hrib iz razbitih amfor. Skratka, to so ene take ocvirki, ko sem pomislil, poglej, na koncu se jim je bolj splačalo amforo razbiti pa novo vzeti, ker je bilo ceneje, ker je bila že spet ekonomija na delu. In sem spoznaval skozi to vse, kaj so delale žene, kaj so delali možje, kako so sinovi hodili v šolo, hčerke so se morali kaj drugega učiti in tako naprej, katere pridelke so imeli na poljih, kako so trgovali, s čim, katere jezike so govorili in kako so bili včasih precej multilingvalni, že v tistem času, to je pač zahteval čas. In ni bilo dosti govora o Jezusu Kristusu, pa tudi o vladarjih ni bilo kaj dosti govora, tudi o vojnah ni bilo govora, tudi o tem, kar sicer zgodovine govorijo, vojaško, politično, še morda nekaj gospodarsko, in samo
o velikih osebnostih, ki so zgodovino delale, kako pa je mali človek živel in koliko je bila njegova pričakovana starost in kakšne so bile bolezni, ki so ga trle in kakšno je bilo zdravstvo in vse to. Do takrat nisem na ta način spoznaval v drugih knjigah. In mislim pa, da je današnji čas tak, ki je naklonjen temu, da mi kot sodobniki razmišljamo tudi o tem, kako so živeli naši predniki, pa ne samo v srednjem veku, morda že prej, a ne? Ja, pa tudi v moderni dobi. Jasno, da se bomo ukvarjali s tem, kdaj je prišel prvi avto, kdo je imel prvo televizijo, ne, in tako naprej, kako se spreminjajo službe. Ne. To je pač, ne, ta zgodovina vsakdanjega življenja postaja zelo trendovska, ne, in tudi lokalna zgodovina seveda nekako vedno bolj prodira, ne, postaja resna veja zgodovinopisja. V bistvu je najbolj avtentična, ne, na nek način. Najbolj avtentična zgodovina je tista zgodovina, ki jo bomo sedaj dotaknili v tej kroniki. Dobro, Tine, hvala, upajmo, da nam bo uspelo. Bo. Ja.